Čisto malček sem jaz slikal tudi prej, ne? In tako, da nisem bil nevešen na tem področju, sem tudi kar precej pokazal, tudi kot mulo sem kar slikal, ne? Nekaj sem kar znal delati, ne? In pol sem pa po poškodbi, ne bi šel v te vode, ampak po poškodbi sem nekako razmišljal, kaj pa zdaj, ne? Kaj pa zdaj? Zdaj, ko pridem jaz v zavod za rehabilitacijo, tam je bila delovna terapija in tam je med drugim tudi nekdo nekaj malega tam slikal, ampak slikal tako resno, vsaj 3., 4. razred, ne, mislim, ni jih obvladal. Medtem ko meni se je pa zdelo, da bi lahko pa veliko več pokazal, ampak kako? Kako, če ne moreš prijeti z roko nič, ne moreš prijeti. Dajte mi tam en svinčnik, da pokažem. Ja, tekola. Kako, če ga ne moreš zagrabiti, kako boš, to vse veži, ne? In potem se je tam zgodilo, da je ta delovna terapeutka je pa poslikavala neko majoliko. In majolika originalna mora imeti toliko in toliko teh šrafuric, rožic in ne vem kaj, linij, črt in vsega in je nekaj falila, ne? Ker je enkrat skočila sem, enkrat tam in tako naprej. In je potem videla, da ne bom se nekaj, jaz bi pa to lahko končal. Dobro, je rekla, okej, ma ne, sin ti ne bo šlo. Pa kako boš pa, bom že. In potem mi je pustila ključ, tako da sem lahko prišel popoldne, ko ni bilo novenka, ne. Petek se je zaključil, soboto terapije ni bilo, nedelja ni bilo. Jaz lih obiskov nisem imel, jaz sem imel sicer bratranca, ki je v Ljubljani za kratko in tako, in drugo sem pa kar tam visel, ne. In sem nekaj začel slikati in kot sem jaz to poskušal, torej poslikavati tako z obemi rokami, nekako sem tam nekaj poskušal, ne. Avtomatsko tisti penzel prijel, se zušti, da boljše fiksira, boljše drži. In sem kar nekaj začel slikati z usta. Zato je tle pa držim čopič, tle pa ga čisto v redu držim, ne. Seveda, najprej sem poskušal tle prede in tle ni dobro, potem sem ga dal dol v zobih in pol je prišlo, ne. In tako da sem to tehniko hitro osvojil. Potem sem prišel domov čez nekaj mesecev, sem pa imel spet eno srečo, da je sosed tam preko je slikal, ne. In pol je hodil k meni na kafe in tako, ne. Pa bomo začeli slikati, pa bomo začeli to, pa ono, ja kar barve si nabavi, vse če ne ti bom jaz nekaj dal. Pol je pa mati šla v Trst pa nabavila vse, kar sem nucal, ker Trst je bliže kot Ljubljana, ne, v Skopju. In mi je tako, po svoje mi je nabavila neke barve in sem začel delati. In tako je bilo, ne. Se je to začelo razvijati, od začetka ja boš ponucal, ki zdaj imaš pa dosti časa. Ja bo pa to tvoj hobi. Ja bo pa to, ja tako boš malo ubil cajt, ja boš, že nekaj ti bo že prav prišlo in tako naprej. Pol je nekdo omenjal, to je pa dobro delo zate. In tako naprej, ne, mislim, tako da sem potem videl, da mogoče je pa to tisto, kar moram jaz delati. V tistem času sem šel tudi v cirku in je bila prilika o talentih, ne. Lih za mene, ne. In potem jaz v zadnji vrsti z Markotom sem bila tam poslušati to priliko, tako tam naslonjen, ne, na pol spin, ne. In poslušam to priliko, ne. In ko pride uni, ki je prinesel samo en talent nazaj, ne, je rekel, ja, njega pa vrzite ven in zunaj bo jok in škripanje zobi, ne. In jaz dodam, pa še fajn ga prebutajte, ne. Jaz sem razumel, da če imaš en talent, moraš tisti talent izkoristiti
in tako ne. In sem potem videl, da kakšno napako delam, da jaz v to ne vlagam vse svoje moči. In seveda sem jaz to poskušal in naredil, da sem potem talent začel razvijati in potem so padli razni tečaji, tudi neki malega tudi Miraličen, ki je zdaj imel v Turčiji čudovito razstavo, so bili dol v Izmiri. Skratka, tako da ja, se je to zgodilo in tako da sem jaz videl, da moram svoj talent izkoriščiti. Kasneje sem videl, da ima človek še veliko talentov, samo da jih moraš pač zagrabiti in jih gojiti. Ni samo talent sam po sebi ti ne da vsega, ti moraš to razvijati, moraš to nekako peljati naprej. In potem so prihajali razne delavnice, pa potem tudi neki malega mestne šole, ampak potem je že žena bila noseča in takrat nismo hodili gor in potem sem jaz tisto šolo opustil, ker so mi tudi rekli, da tako in tako te bo usmerila tam nekam in sam si že dovolj dober in pustiš, ne rabiš. Z raznimi dobrimi slikarji, ki prihajajo tudi vsi na Sinji Vrh, Janez Kovačič, pa kot moj mentor in ti drugi iz te skupine kliničnega centra. Tam sem tudi sam vključen. Skupina kliničnega centra govorijo, da je najboljša likovna skupina v Sloveniji. In če ćeš biti tam, moraš biti tudi dober. VTMFK to združenje združuje samo slikarje, ki slikajo z nogo ali z usta. Samo to. In potem ima svoje založbe. Hvala Bogu, mi imamo svojo založbo v obliki Unsuja. Umetniki z nogami in usti. Kada sem se jaz upisoval, je bilo v tem združenju, jaz sem bil 262, če se ne motim, po številu, Zafred je bil pa še njih 50 navzdolj in nas je bilo samo toliko. Danes jih je pa 960 ali tle nekje. Ta številka se vsake dan menja, nekaj jih pride, nekaj jih umre in tako naprej. Tako da se to spreminja. Ampak hočem povedati, da kako te stvari grejo. Ko jaz jim to razlagam, da obstaja, nekateri ne verjamejo. Tle so tudi prišli ljudje iz Ljubljane in ne vem kot, no zdaj pa pet slikat zdaj. Da bomo vedeli, kako ti to delaš. Ko jaz to začnem slikati in to, mislim, en doktor že v penzionu se je začel jokati. Je rekel, jaz 20 let govorim, da to ni možno. Se rekel, če ste probali, boste videli, da je možno. Je pa celo res probal, potem je pa videl, da ja. Ker on je vedno mislil, da se drži čopič. Z slikavci, tam ne boš nič naredil. In tako, mislim, tako da je. Potem razne zadeve se dogajajo, ko slikamo na ulici, spet. Jaz vedno ravno tudi pri tem slikarji kliničnega centra, ki so vsi zdravi, vsi hodijo, ni nobeden na vozičku, samo jaz, in vedno hodijo po mene gledati, kako slikam in tako naprej. Ampak jaz sem se na to že navadil, jaz to ne vidim več. Jaz delam svojo sliko in tako naprej. Pač je to poseben način, sej na koncu, ko sliko damo en zdraven drugega, pride slika ista. Moje so samo še bolj dodelane in ne vem kaj, zato ker jaz želim to speglati in narediti in popravljam tudi še to. Ampak če grem delati, pozabim na vse skupaj. Tako da, ja, se mi dogaja. Hvala Bogu sem si zgradil to hišo, sem z ženo pač tole tle nekako zložila, ki je popolnoma prilagojena meni. Ima tudi
velik atelje, potem je kasneje prišla še galerija tam, ne, ki smo jo naredili, bomo šli kasneje pogledati, ne, in tako, da tle se dogaja. Tle imaš vse pogoje za slikati. Rekli so mi, atelje mora biti tako blizu, da lahko greš v copatih, ne, in tle je še bližje, ne, tako, ne. Tako da, ja, imam vse pogoje za slikati. In jaz sem pol opazil, da je njena spremljevalka je ena, tam je ena Suhica, neka Danica in evo ti je postala moja žena. In, tako da je, pač je bila to ena lepa zgodba, ne. Ja, sem tudi, ni mi manjkalo punc, ampak ta pravih pa mi je zelo manjkalo. Ampak čim sem njo spoznal, sem vedel, da je ta prav. Takoj sem vedel, da je ta prav. In sem tudi zelo zadovoljen. Koliko let ste bila poročeni? 40, oziroma malček manj. Malček manj kot 40 let, ne. Nažalost je pač tale rak na jajcevodu, ne, je bil usoden. Bolezen je. Mene so me pustili samega z njo, ne, da so rekli, ja, opraviči se ji, pa ne vem kaj. Ne, jaz sem razmišljal, no dobro, ma pravzaprav, kaj se imam za opravičevati? Seveda, mi smo se skregala skoraj vsak dan. Ma tudi do večera smo bila že spet v redu, ne. Nismo midva legala z zamerami v poslu. Je zelo dobro funkcioniralo, ne, in smo, seveda ona me je zmeri kregala, ki zmeri se kaj pozabil, pa zmeri je bilo kaj, ampak je funkcioniralo, je bilo v redu, ne, smo jo štimali tle doma, da bi prišla domov umreti. Takrat sem se pa jaz srečal z eno osebo, ki je imela COVID, ne, in jaz sem povedal, ne, in so rekli gor, ne, nobenega COVID-a, nič nočemo slišati, ne bo šla domov. Ona je bila prve 2 dni v tednu, je bila dobra, sej vi se testirajte vsak dan in če ne boste, jaz nisem bil okužen, ampak kaj pa če si, ne? In nisem bil in sem rekel, jaz sem v redu, dobro, jo bomo poslali domov, samo zdaj je ona slaba, ne? In tako da se je to povleklo in sploh ni prišla domov. In ona je iskala neki hospic za to, da se umakne, da ne bomo videli njeno trpljenje in ne vem kaj. Sem dvignil telefon, sem rekel, kaj misliš, da ne vem, kaj to pomeni? Da prihajaš domov. Mi te rabimo doma in pridi domov. Prvo, ja, vse bom prišla. Takrat je vsaj še lahko govorila, pol in pol je prišla. Do sobote je bilo že vse pozitivno. Smo se pogovarjali o eutanaziji, tukaj je veliko krat, kjer je ona bila mnenja, da ko pride tako hudo, ne, da je mogoče res boljše, ampak ne da mu da doktor v rimskih časih eno injekcijo in umre, oziroma ne vem, kaj so takrat Kristo spuščali, kaj so že delali. In je on rekel, jaz bi želel umreti in mu je doktor odprl žile. Ne, nisem mislil to, ne, da bi morali to doktori delati, ona ni bila za to, ona sploh ni bila za to, ker to se bo začelo tako izkoriščati. In je rekla, da ko je tako hudo, pride do tega, da si vsak želi čim prej oditi, ker ne more več. Vidi, da mu ni pomoči in boljše, da umrem danes, kot čez en teden v trpljenju. To je zagovarjala, ta način, ampak nekaj drugega, Bog ne dej. Jaz sem pa eden od tistih, ki najdem te traplegike, ki nič ne morejo, ne. Tudi recimo Avberšek je bil tako težko prizadet, to je nekdanji direktor velenjskega rudnika in pol rudnika Žirovski vrh v zapiranju je bil takrat. Skratka, in je padel s češnjima, čisto z nizkega, tam je bilo 67 cm do prve veje.
in se mu je nekako zdrsalo, je padel v znak napravne plošče, tako hudo, da si je poškodoval drugo vretence. Kar je preživetje, je nič. Več ali manj vsi umrejo. In hvala Bogu je žena ga videla tam in ga je nekako oživljala in to, in ga hranila pri življenju. In potem, po končanem kao zdravljenju, ne, kaj pa zdaj, kam bo pa šel, ne? Ga nobeden dom v Sloveniji ni hotel sprejeti, ker nimajo, nobeden nima take oskrbe. Istočasno je bila tudi še ena ženska tam, ki ni dočakala tega, da bi jo sploh nekam peljali, je prej umrla. Tako da podobna poškodba. No, ampak midva se srečamo na neki delavnici in ga žena tam pripelje prav zraven mene, jaz tako nekako obrnem njemu in to in sem rekel, tako sem si rekel, ko vse odpove, pride Vojce na vrsto, ne. In potem je rekel, ja, kaj, nekako, ne na tak glas, in mogel govoriti, ker je imel tukaj odprto. In vse ni sploh imel nobene moči glasu, še manj kot sem jaz rekel, ne. Toliko, da je bilo nekaj slišati. In sem rekel, so nič kaj, korajžno, bomo slikali. Ja, kako? Potem sem mu pokazal, kako se ugrizne, sem vzel drug penzel, sem mu ga porinil v usta, sem rekel, Franc, slikaj. Ja, pa kaj? Sem rekel, bomo že naštimali stojalo in to, in smo stojalo gor na njega dali, ker je tisti voziček, je tank, ne voziček je bil, tak velik in to. Smo tisto nekako naštimali, in pol je začel, pa je kar nekaj, kar na začetku nekaj potem, on je kot zdrav, je nekaj kiparil, ne, in nekaj veze je imel z skico in tako naprej, nekaj je vedel, ne. Je vsaj malo bil podkovan. In je začel, in pol mu je bilo pa zelo všeč. In je kar slikal in čez 3 mesece ni rabo več dihalnega aparata. In je to dol vzel in je dihal skozi to luknjo in skozi usta, nos, ne. In potem so šli k doktorju in potem po 4 mesecih so rekli, ja, smo že več kot 1 mesec brez, ne, in to bi mi zašili nazaj. Oni doktor ni hotel in je rekel, ne, bo pa šlo do raznih dihalnih stisk, kako ste se pa uporešvali, bomo že. In so mu zašili. Dokler je bil živ, je imel zašito, niso mu več odprli. Potem je imel tle, se je hranil čez trebuh, pa tu pa tam bi on še malo probal, se je dalo še tako, ne, ki je imel, hvala Bogu, na trebuhu tisto za hraniti. Se je dalo še kaj pojesti tako, ne. Tako da je vedel, kaj je, ne. In pol je rekel, kaj pa, če bi še to ven vzel, še to cev, in je še uno cev vzel. Tako da doktorji niso mogli verjeti, kaj je to slikarstvo naredilo z njim. Te na koncu je pa obolel za COVID-om, ampak ni vedel še, da je bolan za COVID-om in se je šel še cepiti. To ga je pa vrglo, to je bilo pa koncu. Je bilo za njegov organizem vse prešlo in je ga pobralo. In pol smo se enkrat za to Alenko pogovarjali, ne. Sem rekel, kaj sem vam naredil teh skrbi, pa to, da je Franci slikal in je tako jezno odgovorila, je rekla, če bi bila zdaj tam, bi ti eno okrog pritisnila. Sem rekel, Alenka, zakaj? Je rekla, ti si nama dvema poklonil 5 let najlepšega življenja. Ne. Pa kaj, ni to dovolj vredno, da eno narediš eno tako uslugo, ne. Ker potem ni bilo konec tistih čopič ust. Je bilo treba vsak dan pol se pogovarjati, pa to, kako sliko peljati naprej, kako to izdelati, kako tisto je premočno, tisto barve ven vzeti, tisto od zadaj je treba zblediti. Skratka, slikarstvo, skratka. In on je to zelo dobro razumel, je tudi prišel v VDMFK, vse on je bil poln mlade, ni rabo to. Ampak je bila pa tista čas, tisto nor, da je on sploh prišel do kje, ne, je bilo veliko vredno. Ugotovil tudi pomembnost tega, ne. Jaz
nekje prišel do 40-letnice mojega vozička in sem rekel, jaz bi naredil za 40-letnico vozička, bi naredil eno fešto, ne, bo so mi nekateri smejali. Ne se ne dela fešta za nesrečo, dobro, kaj ti je, ne? Drugi so rekli, ja, naredi fešto. Potrdilo ene doktorice je bilo, moraš jo narediti. Moraš jo, zato ker to je to. To je tisto, da se pokažeš, ne? In jaz sem naredil to fešto in bolj je bilo toliko ljudi, da se morajo delati 2 dni. Ja, ne bilo preveč. Najprej so bili tisti, ki so prišli oddaleč, potem drugi dan so bili pa še sami Šalarčani, kamor sem jaz prišel iz bolnice, sem prišel v Šalarsko Klapo. To je tam dol, če poznate, je to tam dol blizu Tomosa, ne? Včasih je bilo to naselje bolj delavsko in sem jaz tam prišel in Šalara je vsa pri tleh. In greš lahko do vsakega na obisk, kar je zelo pomembno tudi tako za enega na vozičku, ne? In vse ravno je in to in ti Šalarčani so me od začetka sicer delali z rokavicami z mano, ne? In niso pustili ne da plačam, ne nič, posod so me peljali in Bog hvala, da se ni jaz taknil v vroče, je bilo že narobe. Dokaj so jaz nisem enkrat malo na vse skupaj ujezil in sem rekel, pa nisem jaz narejen tako, ne, pusti me, da tudi sam nekaj in tako naprej. In sem tudi želel pač sodelovati pri plačilu, ko smo ga zapili, pa tako naprej, ne. In potem na koncu, sicer kasneje, mi je bilo kar žal, da sem to naredil. In tukaj penzija je trajala do 17., 18., če je bilo do 20. je bilo veliko, ne. Potem je mama kjesni. In moja mati je to razumela, tudi ljudje so prihajali stalno k nam, ne. Tako da v stanovanju, ki je imelo 57 kvadratov, smo enkrat šteli in je med tednom, v enem tednu smo šteli ljudi, prišlo po 37 ljudi na dan v hišo. To je še kar, ne? Še kar, ne? Kaj si gledali železniško postajo? Zdaj ste živeli še z mamo? In očetom. In še sestra je bila tam. In žena? Ne, žena še ni bila. Takrat še ni bilo. Ja, žena je bila kasneje. In sem še tam stanoval, ki je prišla žena, potem smo dobili stanovanje tam blizu in tako hočem reči, da ja, se je dogajalo, ja. Ampak Šalarčani so mi tudi dali nekaj, ne, seveda so me tudi malo šikanirali, malo zafrkavali, ampak jim nisem ostal dolžen. Ne. Od začetka sem malo trpel, a potem sem začel grist nazaj in tako so me imeli radi. In potem kasneje je nekdo izjavil, Šalarčani smo boljši kot škofjoti, kot ne vem kdo, ne. Mi smo imeli Gašperja, mi smo imeli tega na vozičku in so me vlačili povsod. So šli na Sviščake 5 z nami, so šli, ne vem, v Istro 5 z nami. In dostikrat je bilo tudi naporno, ne, ki niso bili to asistenti, ko zdaj, ki vse razumejo, vse ve, kaj mora narediti in tako naprej. Tako da, ja, ampak je bilo pa luštno, ne, je bilo pa luštno, jaz sem s tem zrasel in tudi rasel kot slikar. In potem, ko sem pa enkrat kot slikar zrasel, ko sem bil že tukaj za 40-letnico, ne, je tukaj le izjavil eden. Sem rekel, ma ne vem, če sem vse skupaj naredil v redu. Je rekel, molči, je rekel, ti si naredil več kot kjerikoli Šalarčan. In tisto sem se potem začel zamišljati, ne. Si zdrav, si vse, imaš možnost, da se poročiš normalno in tako naprej. In, ne, imaš vse atribute, da postaneš nekaj, ne. In pa se ti ne rata, ne, in si ves nesrečen in si ne vem kaj. Meni je uspelo. In sem vesel in sem zadovoljen. Zato je ta fešta. Ta fešta je toliko odmevala, da drugi dan je prišla televizija in so mu morali malo ponoviti. Speč malo, tako da so videli, kako je to bilo.